ugotovil? Žal mi je, nisem te opazil. Ne jezi se, saj ni nič. Dosti, ne vrti več. Tole odpelji in se vrni. Kam pa tako tečeš? Tam zunaj je kralj. Dobro delate, fantje. Kje je David? V palačo naj pride. Da, veličanstvo. Torej se Sibirci oblačijo le v mamutove kože? Ne samo mamutove, čeprav je res, da jih največ uporabljajo. Vedo namreč, kje se nahajajo zmrzneni mamuti, ki so umrli pred mnogo milijoni let. Poglej, tjale. Obdelujejo kože drugih živali, potem ko ti umrejo. Sibirski palčki so taki kot mi, čeprav smo si po značaju popolnoma različni. No, ker tole si poglej. No, tole. Ti si kriv! Jaz si nor! Ja, zakaj jaz? Nikoli ne paziš, kot hodiš! Mene ne bo žalil, razumeš? To ni žalitev, to je resnica! Ti si nemaren norec! Dober pretep, kaj? Razlikujemo se po višini in značaju. Ja, čisto drugačen značaj imajo kot mi. Si videl svista, sta zelo podobna najnima miškama. Čeprav niso tako ljubka kot pa naši dve. Saj ni čudno, da ste tako ljubki. Saj od cele dneve crkljaš, ne? Kakšen si, ves čas me zmagaš. Kaj pa je? David, kralj bi te rad čim prej videl. Dobro, Ivan, takoj bom šel. Mislim, da je najnega počitka konec. Zelo mi je žal, tudi zunaj moraš počakati. David, vesel sem, da te spet vidim. Tudi jaz sem vesel, vaše veličanstvo. Prijatelj, ponovno potrebujem pomoč? Na uslugu sem vam, vaše veličanstvo. Na uslugu. Hvala lepa. Gre za nekaj zelo neprijetnega. Imam podložnika kostjo, ki zahteva od lovcev najboljše kože. Če jih ne dajo, jim zagrozi, da bo zastrupil njihove jelene. Hočem najboljše kože, ste slišali? In zato palčki izgubljamo ugled. In vse to zaradi tega tatu kož. Zato sem mislil, da je čas, da dobi dobro lekcijo. Se strinjam, in kako lahko pri tem pomagam? Poklical sem te, da bi ti rešil ta problem. Sam se nekako ne znajdem. No, potem pa mi dajte nekaj časa za razmislek.
No, poglejmo. Ja, vem, mislim, da bo učinkovalo. In kaj boš storil? Vse boste pravočasno izvedeli, vaše veličanstvo. Ne smemo izgubljati časa. Samo povejte mi, kje počnete umazanije. In prosim, posodite mi vašo sobo. Najbolj se pritožujejo lovci iz gozdov tajge. Če pa želiš sobo, jo seveda lahko dobiš. Pridi sem. Si pripravljena? Greva! Zaupajte mi, veličanstvo. Premagali bomo to nadlogo. Draga, kmalu se bom vrnil. Počakaj me tu v palači. Prepričan sem, da bodo lepo poskrbeli zate. Šlicvajs. Pazi na se, David. Ne skrbi, adijo! Tukaj mimo je šel človek. Zavohal sem ga. Aha, tam na tisti jaz je. Švist počasi, ne sme vedeti, da smo tukaj. Dobro, Švist. Počakaj me tukaj, s tem človekom moram govoriti. Sova, kmalu se bom vrnil. Prijatelj lovec, hola, dober večer. Najbrž si prišel po moje najboljše kože. Ne, kar pomiri se. Ime mi je David in sem zdravnik. Tisti, ki vam jemlje kože, je Kostja. Kralj me je poslal, da pomagam vam sibirskim lovcem, zato sem prišel. Brez tvoje pomoči mi ne bo uspelo. Potem pa povej, kaj moram storiti. Poslušaj moj načrt. Oditi moraš v tajgo in tam postaviti šotor in se delati, kot da boš nekaj časa ostal tam. Kdo si ti? Kaj delaš tu? Prišel si v moj gost in plačal boš davek. Oprosti, nisem vedel, žal mi je. Od tega nimam nič, zato mi boš dal najlepšo od svojih živalskih kož. Kaj pa, če ti je ne dam? Ti bom pa jelena zastrupil. No, dobro, izberi si kožo, ki ti je všeč. Samo jelena mi ne zastrupi. Tole bom vzel, všeč mi je.
Odlično si opravil, čestitam, izvrstna predstava. Zdaj se odpoči, jutri zjutraj pa bomo nadaljevali z načrtom, o katerem sem ti govoril. Mi se bomo skrili, da ne bi Kostja kaj posumil. V redu, zelo dobro. Upam, da bomo uspeli. Koža onega lovca. Hotel jo je posušiti, pa jo je pozabil. Zdaj pa bo moja. Kako visoko? Gremo zdaj! Ne! Ne! Kakšna smola, samo malo zgrešil. Vrni mi kapo! Daj meni kapo. Zdaj se bo ta nepridi prav precej drugače obnašal. Ko se bo zbudil, bo zelo, zelo besen. Gremo! Preklemanska sova. No, vsaj kože mi ni odnesla. Kako me boli hrbet. Aťa! 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 Kostja, kje imaš kapo? Izgubil sem jo. Potem jo pa najdi. Palčku je kapa skoraj tako pomembna kot njegov nos. Bi me pustila pri miru. Saj mi ni treba govoriti. Pri miru te bom pustila, ko mi poveš, kje si jo izgubil. Dobro. Mislim, da je moja kapa na kraljevem dvoru. Na dvoru? Ja, tam. Zato grem kar zdajle iskat. Kaj boš naredil, Kostja? Počakaj trenutek. S tem prehladom vendar ne moreš ven gologlav, Kostja. Zaveži si ruto. Vzemi jo, tako. Ja.
Dobro, jaz pa sem. Dobro. Oprostite, visokost. Ne bi vas rad vznemirjal, toda prišel je Kostja Ivanovič in prosi, da ga sprejmete. Zakrižil je vamo. David, res, da je Kostja Ivanovič zlobnež, nikakor pa ni neumen? Povej mu, naj počaka. Šah in mat. Pustila ga bova čakati par ur na premisli. Ja, ker ne premišljuje. Ubogi Kostja, zelo smešen je videti. No, primi kapo. No, kako? Sem lep? A sem lep, kaj? Ojoj. Šah in mat, tokrat sem jaz zmagal. Ja, prej sem zmagal, ker si me pustil zmagati, ni res? Ne, res ne, visokost. Dobro, rad bi odigral še eno partijo, toda minile so skoraj že 3 ure. Ja, veličastvo, samo 3 minute še manjkajo do 3 ur. Potem pa mislim, da je čas, da sprejmeva Kostjo. Kaj misliš? Naj vstopi Kostja. Pridi. Visokost. Kaj pa stojiš na vratih? Pridi bliže. Upam, da te je izučilo. Tule je kapa, prijateljček. Če jo hočeš dobiti nazaj, mi moraš obljubiti 3 stvari. Prvič, ne boš več imel koš lovcem in jim grozil z zastrupljanjem. Drugič, ne boš uporabljal košu lovljenih živali. In tretjič, prvemu lovcu, ki ga srečaš, boš dal vse kože, kar si jih ukradel. Razumeš? Boš izpolnil te obljube? Ja, obljubim. Daj mi častno besedo, palčka. Častna beseda, visokost. Častna palčkova. Dobro, verjamem ti na besedo in upam, da je ne boš snedel. Tukaj je tvoja kapa. Hvala. Lahko greš, zdaj si jo nadeni. Adijo, David. Žal mi je, da že odhajate. Posloviti se moramo, veličastvo. Veliko bolnikov me čaka doma. Moram nazaj. Razumem. Pogrešal bom najne šahovske partije. Nasvidenje in srečno pot. Adijo. Adijo. Gremo domov, Švist, ko boš pripravljen, povej.